Pozdravljeni tukaj v Domu umetnikov na Dunaju, v Künstlerhausu. Tukaj se nahajamo že v razstavi When Gesture Becomes Event, ko gesta postane dogodek, wenn die Geste zum Ereignis wird. Vrnili smo se pred točno enim letom tukaj nazaj v ta naš dom, v hišo umetnikov. Hiša umetnikov, Künstlerhaus, je najstarejše društvo likovnikov in likovnic v Avstriji. Začeli so še formirati 1861. leta in so potem 4 leta kasneje, 1864, dobili umetniki, člani, podarjeno od cesarja Franca Jožefa, to gradbišče tukaj, zemljišče. Zgradili so pa umetniki sami, skupaj s svojimi meceni, z donatorji, to hišo, veličastno hišo, in to samo v 4 letih gradnje. Zelo mlad arhitekt August Weber je tedaj bil odgovoren za oblikovanje, pa za načrtovanje, pa za izvršitev potem te hiše v renesančnem stilu. Ta hiša je bila vedno en prostor, kjer so se srečali umetniki s svojimi zbiratelji, z meceni, je bil prostor, kjer so se zabavali, so tržili in seveda tudi razstavili. In to seveda tudi danes delamo naprej. V društvenem dogajanju mi nudimo na eni strani razstave in razstavni prostor, na drugi pa seveda tudi se zbiramo v društvu in je društveno življenje, kakor so seveda seje, ampak tudi eno ali drugo seveda skupna zabava, sicer pa tudi zelo veliko programa imamo, ki pride in ki je izumljeno iz naših članov. Razstava, ki je tukaj, When Gesture Becomes Event, ko gesta postane dogodek, je razstava, ki je nastala na spodbudo v sklopu sosedskega dialoga, leta sosedskega dialoga Avstrije in Slovenije, in na spodbudo Avstrijskega kulturnega foruma v Sloveniji, isto pa veleposlaništva tukaj slovenskega na Dunaju, in skupaj s Skico smo to izvršili potem. Kustosinji razstave sta Felicitas Thun-Hohenstein in Alenka Gregorič, ki sta povabili 16 umetnic avstrijskih oziroma delujočih v Avstriji in v Sloveniji. V bistvu gre pa za prikaz in za preiskavo stanja do solidarnega dejanja ali pa drže. Je zelo aktualna razstava, do konca sta kustosinji spreobrnili koncept in osvežili in prav prinesli na zadnje stanje socialno-kritičnih vprašanj, kulturno-političnih vprašanj in dogajanj, ki nas v bistvu obda. Inštalacije Ane Jarmolajeve je nekje kartografski prikaz šopkov, rož. V bistvu so to simboli za politično delovanje, so rože mirnih revolucij. Cedra, na primer, je bil prikaz za revolucijo v Libanonu, lotos za Egipt, jasmin v Tuneziji in nagelj pa na Portugalskem. Polonca Lovšin tukaj v svojem delu spet raziskuje odnos med človekom in naravo. Ponudi ljudem v bistvu orožje za opraševanje rastlin in vpraša za ljudstvo
za sodelovanje v kolektivu. Neka avtor je tukaj v tem prostoru izpostavila svoje delo prav tematiki in prikazu na eni strani gradnje muzeja v Slovenj Gradcu, ki je 1966. leta bilo otvorjeno. Prikaz je ta, kako je prebivalstvo tam v Slovenj Gradcu pokazalo svojo solidarnost do te gradnje, tega muzeja, s tem, da so v enem obilnem srečolovu pri prodaji teh kartic ali srečk si financirali cel muzej. Prikaz tukaj z originalnimi deli, dokumenti iz tega časa, vidimo, kako je bil ta en veličasten sprejem pri otvoritvi tega muzeja. Tedaj je bila prvič prikazana ena mednarodna razstava in v tem sklopu te rešerše, ko se je bavila z tematiko, kaj je bilo tedaj pokazano, je videla, da je tedaj iz te zbirke, te razstave da je zginilo nekaj del. Te dela je potem našla zdaj po rešeršnem času in jih je lahko odkupila spet od raznih prodajalcev, ki so ta dela od enega sirijskega umetnika prodali. Ona je zdaj potem spet pokazala ta svojo pot, pa svojo smisel solidarnosti, je odkupila oziroma nakupila ta dela in jih je potem podarila nazaj muzeju v Slovenj Gradcu. Marjetica Potrč je tukaj z delom In the Age of Stories v bistvu nagovorila to zgodbo v risbah, v 3 risbah, zgodbo zemlje, življenja na zemlji, od začetka mikroorganizmov pa do potem socializacije ljudi. Na eni strani imamo iz risbe napihnjene veličastne stenske slike in na drugi strani pa prikaz te arhaične v bistvu stavba, ki se je pozna iz amazonskega področja. In v bistvu je to en prikaz, kako lahko v družbi samo deluješ. Taka stvar je nekaj čisto, na eni strani čisto enostavnega, zgradiš je pa lahko samo, če skupne sodeluješ in v skupnem delovanju. The Nature of Statistics od Lane Čmajčani temelji na ilustracijah in estetiki herbarija iz 19. in začetka 20. stoletja, iz obdobja prvega vala feminizma in začetka boja za pravice in solidarnost do žensk. Navedeni so na 8 herbarijih kraji in datumi rojstva žensk, ki imajo imena po sadju, kot so jagode, višna ali malina, kot so ali po rožah, kalar, iris, ruža, liljana. Preostali prostor pa je zapolnjen statističnimi ugotovitvami, ki prikazujejo, kako nezdržno ozek okvir delovanja v življenju je vsiljen ženskam, torej nekaj več kot polovici prebivalstva. Lara, Luisa in Julijana so klopi, ki so razporejene tako, da ustvarjajo vzdušje javne površine. Vsako sedalo je dolgo toliko kot telo. In klopi so pa brez naslonov za roke ali drugega ovirajočega okrasa, ki bi preprečevalo spanje. Figurativni elementi podpirajo roke, stopala in prsi. Domačnost in ženskost se pretverita v infrastrukturo, kategorijo omejeno na moške manifestacije.
Lara, Luisa in Juliano samozavestno uveljavljajo svojo javno naravo, izdelane so iz trpežnih, masivnih materialov. Njihova edina dekoracija so sledovi uporabe. Pepelnik, ki se nahaja na vrtu ene izmed skulptur, spominja na pozabljeno dobo skupnega prostora, na izgovor za zbiranje. Tu v tem delu razstave vidimo, kako dve umetnici tudi delujejo skupaj, kako njihova dela delujejo skupaj. Na eni strani imamo na zidu dela od Dorit Margreiter, ki je v istem izobraževalnem statusu, kot je tudi Maruša Saganin, druga umetnica tukaj. Obe sta študirali arhitekturo, delujeta in živita pa od umetnosti. To je nekje en prikaz enega izumljene abecede in so prikazi imena, pri katerih se zahvali. Golden Pixel kooperative tukaj nekaj prikazuje tematsko in eno temo prevzela v njihovo delo, in sicer dolgo tradicijo v Künstlerhausa, in sicer povorka zmajev. Umetniki so si zgradili zmaje in so hodili po celem Dunaju s temi imenitno izdelanimi oblikami zmajev. Inštalacija Roberta Lima, poimenovana Ghost Plan, tematizira sisteme podpore in povezljivosti, kakršne najdemo v neverjetnih strukturah v naravi in naši okolici. Ne le, da v gozdu drevesa različnih vrst ne konkurirajo za svetlobo, temveč jim celo koristi, če si delijo isti prostor. Njihove prepletene korenine in simbiotski odnos je tisto, kar njo zanima in kar poskuša tukaj prikazati. Delo od Anne Artaka tukaj, ki te v bistvu že pozdravi, ko vstopiš v hišo in ko greš stopnice gor k našimi prostori, je eno delo, ki se bavi z tematiko Black Lives Matters. Anna Artaka se je odločila, da bi s temi stoli, s temi traki, kente stol, kente trakov, prikazala svojo solidarnost s tem gibanjem Black Lives Matters. Ko je v Ameriki črnc Floyd bil ubit, so kot solidarnostni prikaz v kongresu nosili kongresni odborniki te stole. Je pa to nekje historično blago z vzorci, s katerimi so prej prenašali domačini nekje ideje oziroma tudi informacije, nevidne za njihove okupatorje v kolonialskem času in v kolonialskih državah Afrike. Z delom Maje Smrekar 96% of all mammals on Earth are humans and livestock prikaže bistvo, da je okoli 83% vseh živih bitij na svetu živali izumrlo preko in zaradi civilizacije človeka. Isto tako tudi 50% vseh rastlin. Maja Smrekar da eno ponudbo. Ponudi obiskalcem s tem, da je eno telovadni postavek prevlekla z različnimi kožuhi divjih živali in v bistvu nudi možnost, ali se uvrstijo v to, da uničijo vso našo okolje in divja bitja s tem, da preskočijo, ali pa se odločijo, da ne bi preskočili in grejo mimo in se s tem te vrste izvrstijo. Oboje je v bistvu ena ponudba za solidarno držo.